teh dneh je zelo, bi rekel, aktualen predlog zakona stranke Zares, in sicer v zvezi z prepovedjo sajenja gensko spremenjenih organizmov. V tej stranki zatrjujejo, da treba to prepoved uveljaviti še pred letošnjo setvijo. Praktično seveda to ni možno, kajti letošnjo setev se je začelo že lani, vse kar se tiče pšenice in pa ozimnih žit. Res pa je, da je pred nami setev koruze. V našem koncu države jo običajno največ posejejo tam pred 1. majem oziroma okrog 1. maja. Kar se tiče tega njihovega predloga, ki ga v Novi Sloveniji ocenjujemo pač bolj kot poskus nekega političnega nabiranja točk, kot pa resno ureditev tega področja, moram povedati, da v Novi Sloveniji tega predloga ad hoc napisanega samo z 3 členi ne bomo podprli. Pričakujemo pa v parlamentu v zvezi s tem zanimivo razpravo, kajti predlog zakona, kot ga predlagajo in ga tudi vlada nasprotuje, nosi v sebi več pomanjkljivosti. Kot prvo, seveda, bi s takšnim zakonom prišli v nasprotje z skupno evropsko ureditvijo, se pravi z evropsko direktivo na tem področju. Ta predlog tudi ne pove, kako ravnati v primeru že odobrenega gensko spremenjenega organizma, to je, kot veste, na področju Evropske unije ena sorta koruze. Kaj je za tem? Potem, seveda, takšen predlog zakona je v absolutnem nasprotju z svobodnim pretokom blaga in pa storitev, ki ga je vstopom v Evropsko unijo prevzela tudi Slovenija. To seveda ne pomeni, da države tega področja ne morejo po svoje urediti, ampak morajo to seveda na ustrezen način argumentirati. In pa, kot sem rekel že prej, ta zakon seveda nima nobenih klauzul v zvezi s sankcioniranjem, če kdo pač tega ne bi spoštoval. Tako da iz teh 3 razlogov, pa tudi iz razloga, ker en zakon na področju gensko spremenjenih organizmov, to je zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi iz leta 2005 že imamo, se postavlja seveda v zvezi s tem veliko vprašanj in vse to bo seveda v parlamentarni razpravi nekako dobilo svoj epilog.